Dober večer vsem, danes pa nisem doma, pa z vami, ampak sem tukaj v studiu, ne, kako se reče, malo za podporo. Ko sem dobila tole za prebrati, ker sem prišla semle k Mihaelu, vse te pritožbe okrog te kandidature, in ko vam je pripovedoval tole, sem rekla, Mihael, daj jim povedati, da bodo razumeli, kaj je bistvo tega. Namreč jaz sem mogla sama to ugotoviti, tisti trenutek, ko je moj mož prišel domov z idejo, da se učlanva in z idejo oziroma s tisto izkaznico diplomatsko listino. Čakaj, kako lahko to nekdo kar izdaja? In meni to ni bilo jasno, sem rekla, zdaj ne vem, a se grejo neke čarovnije, Miran to zna oziroma Mihael zdaj, ne, nekaj se dogaja. In jaz sem se vzela ustavo in sem šla vse preštudirati na podlagi, če se je ta listina izdala. In ta statut društva mi je bil všeč zaradi tega, predvsem te zadnje točke v 9. členu, ki pravi, sprejema za pravilno le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. To je bilo meni številka 1. Drugo, kako bo neko društvo izdajalo diplomatsko listino, na primer, ne? Ali pa še kaj drugega, kar smo nekako provokativno se je dogajalo. No, in na tisti listini pa imate na podlagi 145. člena. To je bilo pa tisto, kar je meni nekako osvetlilo, kaj je bistvo delovanja društva Belis. Društvo Belis se je zavedlo v trenutku, ko se je ta COVID situacija začela, da ljudje, ki ne bomo pristali na matrico, na hipnozo, na ne vem kaj vse, kar se v tem času dogaja, imamo ustavno pravico, da po 145. členu ustanovimo ali delujemo v tako imenovani drugi samoupravi, da se poslužimo tako imenovane druge samouprave. In ta člen je meni bil tisti, to je 145. člen ustave, kjer pravi, državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujemo. In kdaj? Kdaj? Ko država na nek način spregleda naše potrebe. In to potrebe, kot jih je Beli zapisal v tem členu 9., ne, ki so povezane s pravili in družbenimi zakoni, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. In to je bilo meni vse, da sem lahko v trenutku dojela, kaj približno se gre. Tisti ljudje, ki niso dojeli, so se jezili, kaj se Belis gre. Lejte, če si prišel čez mejo z Belisom, potegnilo fino, če pa nisi, si se pa malo fajtal. In tako naprej. Ali pa kjerkoli drugot, recimo za zdravstveno zavarovanje in tako naprej. Ampak to so na nek način poizkusi, kako urediti za skupino ljudi, ki ne želi več v neki matrici državne uprave, državne samouprave narekovajo, ki ni več samouprave, ne, ker je upravljanje po programu matrice, enostavno izstopiti in poskrbeti za svoje zdravje, zadovoljstvo, sreče ali pa preživetje, če se bo dalo. Če se pa pač ne bo dalo, bomo šli pa vsi skupaj z Belisom, ne? Če se ne bo dalo. Ampak to je bilo nekaj, kar je meni dalo nekako odgovor, zakaj lahko ene stvari društvo Belis izdaja in zakaj se mi lahko na to naslonimo. To je 145. člen ustave. In kot je Mihael vam že povedal, do tega člena je še vse pod nadzorom državnih organov, od tega pa ni nič več. In to se je zdaj pokazalo pri kandidaturi našega predstavnika oziroma kandidata za volitve, predsedniške volitve. Sodišče ne more odločiti, tudi ne more pozitivne odločbe dati. Tako. Ne more. Tako.
Nisem pravnica Lete, jaz sem čisto preprost človek, ki sem želela na začetku to raziskati in to sem jaz dobila odgovor. Če se motim, se bom še kaj poučila, ampak tako čutim in tako pravi ustava in tako pravi statut. Kako enostavno znajo nekateri ljudje z besedami, z nekaj besedami, v nekaj stavkih, brez komplikacij, opisati in povedati situacijo na razumljiv, vsakdanji način. Kdorkoli jih sliši, razume in ve. Tako da, draga Viktorija, iskrena hvala. Popolnoma drugače je to slišati iz enih drugih ust, ki to razumejo, od ene druge osebe, ki je to živela, od človeka, ki je fizično dal skozi, pa je šel v Špark, ko so mu rekli masko gor, pa je rekel, evo, imam tukaj akreditacijo, Društva Belis, to je moja maska. Ali pa je prišel v bolnico, pa je rekel, ne rabim nobenih QR kod, tukaj imamo mi svojo QR kodo, tudi druge dokumentacije. In veste, tako je treba. Treba je tem oblastnikom, ki si mislijo, da so v nekem hrvaškem jeziku boki batina, ne, vsi, ki jih mi plačujemo, bi morali biti v naši službi, tako kot sem na začetku rekel. Če po mnenju Državno-volilne komisije društvo ni prineslo popolne vloge, čeprav jo je, kakor smo videli iz medijev, bi moglo na določene stvari opozoriti, popraviti, ker oni so strokovnjaki, če so na svojem področju lokalne uprave, in če mi stopimo iz druge samouprave na lokalno samoupravo, imajo opozoriti. Če pa oni stopijo na naše področje, smo jih pa tudi mi dolžni opozoriti. Viktorija, to pravilo, ki sem se ga navadila v svojem poslu, je bilo to, da stranko moraš vedno vzeti kot neuko. In ti, če si na službeni poziciji, si moral to razumeti. Neuko pomeni, da stranka lahko kadarkoli vpraša, tudi kasneje, ko smo že nekaj zapisali, kaj je bilo s tem mišljeno. In to je tisto, kar jaz velikokrat pogrešam, da se tudi ljudje, mi občani, premalo vedemo kot neuka. To imamo mi po zakonu možnost in vedno lahko preverimo, vprašamo, razložite nam, povejte mi, zapišite, kaj to pomeni. Ja, se popolnoma strinjam. Enako je s cepivi, s tableti. Na vsaki situaciji mora biti pojasnilni postopek, zato pa smo ljudje, da si povemo, se drug od drugega učimo in vsak svojo izkušnjo iz tega svojega življenjskega področja, kjerkoli že je, duhovnega, materialnega, finančnega, virtualnega, da jih ne naštevam, drug drugemu si pomagamo, si povemo, razložimo in to je tako kot vzgoja otrok. Otroku razložiš, poveš, pokažeš, zna za vse življenje. Če te ni doma, če nimaš časa, pa se sam po telefonu slišate, potem bo druge posnemal. Zato pa je v družbi tako, zato ker vsi posnemamo televizijo, druge posnemamo in to je treba ugasniti. Jaz se bom kar držal na sveta našega predsednika, ki nas uči predsednikovanja in ugotavlja, da je televizija še edini medij, ki zdajle mase drži skupaj te kabali, ne morem drugače reči. Ampak tudi to bo minilo, ker ljudje tudi to več ne verjamejo vsi.